Pozdravljeni vrtičkarji, danes predstavljamo eno posebnost, to je sliva, ki je odporna na karantensko bolezen oziroma virus šarko. Gre pa za slivo sorte Top End Plus in ta sorta je zanimiva še potem, da je odporna tudi proti češpljevi rji, sorazmerno pa je odporna tudi na cvetno moniljo, tako da je vsestransko zanimiva sorta. Ko govorimo o 5 sortah, pa naj povem, da obstajajo še druge sorte, ki so ravno tako vse odporne na virus šarko. To so sorta Top Hit. Ta sorta pravzaprav zamenja sorto President in jo vrtičkarji zelo radi sadijo, je delno samooplodna, zato priporočam, da jo sadite skupaj z eno od drugih sliv. Ko izberate primerno sorto za vaš vrt, pa izberite tisto, ki zori od septembra do polovice oktobra. Seveda sorta Juganta je zelo zanimiva za tiste vrtičkarje, ki želite debel plod, ima plodove debele kar 90 gramov, običajno od 60 do 90, no, njena prijateljica Jofela pa ima seveda bolj drobne plodove. Vse odporne sorte sliv pa grejo od koščic, kar je zelo dobro, to so pravzaprav češplje. No, naj ne pozabim še na sorto Prezenta, ta sorta je dokaj pozna, vam podaljša sezono sliv. Vse slive pa je dobro, da izberete na nizkih podlagah, to je podlaga Vavit, ki doseže približno 3 metre, to pa je kot nalašč za manjše vrtove, kajti vemo, da slive rastejo bujno, te šibke podlage sliv pa pomenijo, da so tudi sadike nekoliko manjše rasti in potem tudi ne dosežejo toliko širine krošnje, višine krošnje in pravzaprav vas razveseljujejo s pridelkom na dokaj majhnem prostoru. No, kar se tiče ostalih zadev, predlagam, da obiščete spletno stran Zeleni svet in si podrobno preberete več o samih odpornih sortah sliv. No, tukaj imam že sadilno jamo. Sadilna jama je klasična. Ko gledamo višino, gledamo, da je cepljeno mesto izven tal, vsaj za pedaje ali pa dobro pest. Vse skupaj bomo obogatili zemljo s kompostom. Dodali smo na dno že sadjarsko gnojilo, sadika pa je bila pred sajenjem že namočena. To pa zato, da se ni sušila. Ko pa tako sadiko dobite domov, če jo ne posadite takoj z golo korenino, pa predlagam, da jo zakopljete v vrtec, da je stalno vlažna. Seveda pa v spomladanskem času sadimo že včasih januarja, februarja, takrat, ko je zemlja primerna za delo. No, največkrat pa se sadno drevje sadi v marcu, slive hitro odženejo, tako da potem pa druga runda za sajenje običajno konec oktobra, začetek novembra in vse dokler zemlja ne zmrzne. Tako, pri nas bomo posadili sorto Top End Plus. Predlagam, da tudi vi izberete svojo sadiko, ki vam je najbolj všeč in posadite odporne slive in si tako zagotovite pridelek celo jesen.